Poročila kažejo, da bi Keir Starmer, predsednik vlade Velike Britanije, dejansko lahko odstopil. In poleg tega, da je to izjemen trenutek za praznovanje, saj je bil ta človek verjetno najslabši predsednik vlade Združenega kraljestva in je zagovarjal nekatere najbolj nevarne ideje, kot so množični nadzor, prepovedovanje ljudi in aretacije zaradi objav na družbenih omrežjih. In seveda je popolnoma zmanjševal pomen vsega, kar se je dogajalo s tolpami za spolno izkoriščanje, za kar vsi vemo, da je res. In ko rečem zmanjševal, morate res slišati, kako slabo je to. Poslušajte to za trenutek. Britanski premier je bil v mestu in imel sem intervju s Keirom Starmerjem v Blair House. Imel sem cel seznam vprašanj o carinah in odnosih z ZDA in vse to sem obdelal. A posebej sem ga vprašal o tej obtožbi Ilona Muska glede teh posilskih tolp in kako resna je bila. Mislim, kaj mislite, da je bil njegov odgovor? Da, zelo je resno. Naredili smo napako, ker o tem nismo govorili prej. Poslušajmo. Rekel je, videl sem to. Veste, preiskovali smo to. Mislim, da je pretirano. Mislim, to je bilo sporočilo, da je stvar končana. To je Keir Starmer, ja. In bom poiskal tisti zvočni izsek. Sporočilo Keira Starmerja je, da je to pretirana zgodba. Za vse, ki še niste slišali za dobesedno najbolj noro afero v politični zgodovini Združenega kraljestva, po mojem mnenju govorimo o sistematični skupini pakistanskih islamistov, večinoma, ki so zavajali in posiljevali 250 tisoč deklet. Vlada je zavrnila izvedbo ustreznega poročila o tem, zato so se nekateri odločili, da ga naredijo sami. Financirali so ga prebivalci Anglije in razkritje je preprosto noro. Osman Gold je dejansko prebral celotno poročilo, mislim, da več 10 ur v živo na svojem prenosu, da bi ljudje izvedeli, kaj se dogaja. Pakistanci so zavajali mlada bela dekleta. To je noro. Ljudje v Združenem kraljestvu so seveda besni in pričakujejo nekakšen odziv svojega premierja. Ampak uganite kaj. Keir Starmer ima malo zgodovine, da se na stvari verjetno ne zna ustrezno odzvati, če razumete, kaj mislim. Ampak poglejmo, kaj se bo zgodilo naprej. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Meira K., vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, da podprete ta video in vklopiti zvonček za obvestila, če želite biti del gibanja, ki se upira norosti. In kot vedno pravimo tukaj, ne gre samo za nore ljudi, ki počnejo nore stvari. Gre za vlade, ki to prikrivajo. In izkazalo se je, da imajo ljudje iz lastne stranke Keira Starmerja dovolj. In poskušajo izvesti puč ter ga prisiliti, da odide. Preprosto ga ne želijo več. To se dogaja v ozadju, ko je njegova stranka izgubila veliko sedežev v angleškem sistemu, ker ljudi vidijo njihovo vodstvo kot nesposobno. Ljudje niso vedeli, kdo bo zamenjal Keira Starmerja, dokler ni ta moški, Andy Burnham, odločil, da bo on postal obraz tega. Ne vemo, ali je to res, ali pa je tole tisto, kar slišimo iz političnih vrhov. Poglejmo si to podrobneje. Zelo kmalu prihajajo predčasne splošne volitve. Se šališ? Ne, še ene? Da, še ene. Zapomni si moje besede. Andy Burnham naj bi zdaj, seveda, pripravljal puč proti Keiru Starmerju in programu lastne vlade. Burnham, ki naj bi prevzel najvišjo funkcijo, seveda ni kandidiral na podlagi trenutnega manifesta laboristov. Raztrgal ga je in med svojo kampanjo blatil dosežke vlade, kaj ne? Torej, to je Andy Burnham in on je tisti, za katerega laboristi pravijo, veste kaj, mislimo, da bi moral zamenjati Keira. In Keir je znan kot Keir dvojnih meril, ker rad obravnava belce drugače kot islamistične priseljence. Poglejte si njegov zmagovalni govor. Ali vidite kakšne oznake laboristov? Mnogi so opazili, da ni besede laboristi. In seveda tudi Starmer v svojem volilnem materialu. Burnham je dejansko zmagal, kaj ne? Na platformi proti Starmerju, proti laboristični vladi. To je realnost. In zdaj koraka proti Downing Streetu 10, da bi odstavil najbolj nepriljubljenega premierja v zgodovini. No, če bo Burnham okronan, kar mislim, da je zelo verjetno, in postane premier, kakšno avtoriteto bo imel? Kako lahko zahteva od svojih lastnih poslancev laboristov, da grejo skozi parlamentarni glasovalni hodnik in glasujejo za politike, na podlagi katerih sploh niso bili izvoljeni? Kakšno avtoriteto ima pri vas, javnosti, da izvede svoj program? To bi bilo nič manj kot avtoritarni državni udar, kaj ne? Premier in program, za katera je glasovalo 0,03% britanskega prebivalstva. Torej, lahko rečemo, da ljudje, ki so na desnem političnem spektru, niso ravno naklonjeni laboristom. Ne marajo Keira Starmerja, ne marajo Andyja Burnhama. In iskreno, vzela sem si čas, da ugotovim, kakšno mnenje imamo o tem moškem. Preden se poglobimo v to, tukaj je novica.
Keir Starmer bo uradno odstopil kot premier. Več medijev poroča, da bo v ponedeljek predstavil časovni okvir za odstop, potem ko se je danes posvetoval z ženo in družino. 12 milijonov ogledov, kar pomeni, da je 12 milijonov ljudi navdušenih nad tem in o tem razpravlja. Ali vemo, ali se bo to res zgodilo? Tega še ne vemo. Vemo pa, da si veliko ljudi želi, da bi se to zgodilo. Poglejte. Tukaj smo. Vsi poslanci, oziroma skoraj vsi, ki so pozvali, da Sir Keir Starmer odstopi. To je veliko poslancev. Govorimo o več kot 100. Ali pa da določi časovni okvir za odhod, kot pravijo mnogi. Na tem seznamu je približno 100 imen. To je približno četrtina vseh laborističnih poslancev. To je veliko poslancev, ki so zelo nezadovoljni z njim. In ne pozabite, niso samo ljudje v vladi nezadovoljni z njim in nekako navdušeni, da imajo nekoga, ki je pripravljen, da ga zamenja, čeprav mislim, da ne bo imel zaupanja javnosti ali vlade. Morate se zavedati, da so ljudje v Angliji pravkar izgubili zaupanje v Keira in to je na koncu dneva najpomembnejša stvar. Ne morete imeti nekoga, ki vodi državo, čeprav si nihče v resnici ne želi, da bi ta oseba vodila državo. Vaš predsednik vlade je sokriv za to. On je prikrival in dajal opozorila približno 13.000 muslimanskim posiljevalcem. Kakšno je vaše sporočilo za Keira Starmerja? Vaši dnevi so šteti. In mislim, da, torej, ko vidite, da se je tukaj zgodilo veliko stvari in veliko stvari ni uspelo, policija je odpovedala, vlada je odpovedala, veste, kdo je še odpovedal? Mi smo odpovedali. In samo povedati želim, ko pravi, da so vaši dnevi šteti, ne misli, da boste ubiti, misli, da so vaši dnevi kot premier šteti, ker nihče ni zadovoljen z njim. Spomnite se, zadeva z zlorabljenskimi tolpami, vsi jo lahko poskušajo zmanjševati, a to je ena največjih, najbolj norih zgodb našega časa. In bila je namerno prikrita. To ste videli na začetku videa. Keir je rekel, da je to samo napihnjena zgodba. To ni napihnjena zgodba, to je nora zgodba. To je nora zgodba, to je psihotična zgodba. In Tommy Robinson je bil eden tistih, ki je to zgodbo kar najbolj izpostavljal. In spoznal je to, kar je spoznala večina v Združenem kraljestvu. In sicer, da mora ta človek oditi. Kot narod smo spodleteli. Zdaj smo izgubili morala. Izgubili smo vero, izgubili smo kulturo. Izgubili smo cerkev, izgubili smo Jezusa, izgubili smo svojo vero, izgubili smo vse, svojo identiteto. In to ni bila napaka. Cerkev, vse te stvari so bile, rekel bi, uspešna levičarska revolucija. Odprte meje, množične migracije, napad na cerkev, napad na družino, feminizacija moškega, oslabitev moškega. Vse te stvari so se zgodile. Zdaj je to pustilo praznino. In v to praznino so se naselile vse te barbarske ideje. Ja? Ampak mi kot narod, če bi imeli ponos, ne bi dovolili, da se karkoli od tega zgodi. Res je, če bi imeli ponos, ne bi dovolili, da se karkoli od tega zgodi. Trenutno še ni jasno, ali bo Keir Starmer res odstopil ali ne, ampak vsi napeto čakamo. Trenutno Peter Kyle zanika, da bo Keir Starmer v ponedeljek odstopil. Starmer razmišlja o politični realnosti, medtem ko razmišlja o prihodnosti, pravi njegov zaveznik. Pričakuje se, da bo Starmer v ponedeljek odstopil in napovedal urejen odhod. Široko se pričakuje, da bo Keir Starmer napovedal odstop kot britanski premier. Pričakuje se, da bo Keir Starmer v ponedeljek napovedal svoj odhod s položaja premierja. Zunanja ministrica Yvette Cooper je Starmerju povedala, naj odstopi, po informacijah Sky News. Starmer razmišlja o političnih realnostih, pravi visoki minister. Vse te stvari kažejo precej jasno, kam to vodi. Da bi ta človek, ki je Združeno kraljestvo popeljal v popolno tragedijo, lahko potencialno odstopil. Trenutno še ne vemo, ali se bo to zgodilo. In pri tem človeku nikoli ne veš. Morda se bo odločil reči, želijo, da odstopim, ampak ne morem, ker sem tukaj, da rešim Združeno kraljestvo. Vsi vemo, da je to popolna neumnost, nesmisel, popolnoma neresnično in nihče tega ne more več prenašati. Vprašanje časa je, kdaj bo ta človek prisiljen ali odstopiti, ali bodo prisiljeni razpisati nove volitve, nekaj se bo spremenilo, ker preprosto ne moreš živeti s takšno stopnjo škandala in še vedno ohraniti zaupanje ljudi. Mislim, da lahko kot zunanji opazovalci mnogi izmed nas pogledamo Keira Starmerja in ugotovimo, da mora oditi. Vprašanje je, ali bodo ljudje v Združenem kraljestvu, člani laboristične stranke, ljudje v vladi, glasovali za njegovo odstavitev ali bodo znova popustili. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.